Lepo pozdravljeni. V Evropski uniji je 800 milijonov uporabnikov znakovnega jezika z edinstveno kulturo in jezikom. Zato je tako pomembno, da se ta ogromna skupnost gluhih tudi politično udejstvuje za doseganje enakih možnosti in pravic v svojem vsakdanjem življenju. Na splošno so gluhi manj dejavni v lokalni in nacionalni politiki, čeprav 29. člen Konvencije o pravicah invalidov Organizacije združenih narodov zagotavlja, da tudi gluhi lahko učinkovito in enakopravno sodelujejo v političnem življenju, pri čemer imajo prav tako pravico in možnost, da volijo in da so izvoljeni. Na evropskem političnem parketu trenutno delujejo štirje gluhi parlamentarci, in sicer Helga Stevens, Adam Kosa, Gergely Tapolcaj in Helene Jarmer. Helga Stevens je članica belgijske stranke New Flemish Alliance, ki je konzervativno gibanje za mirno odcepitev Flamske od Belgije. Helga Stevens je bila v flamski parlament prvič izvoljena leta 2004 in ponovno izvoljena leta 2009. Je tudi članica belgijskega senata, in sicer do leta 2014, ko bodo ponovne volitve. Adam Kosa je član stranke Fidesz, glavne nacionalne konservativne politične stranke na Madžarskem, in član Evropske ljudske stranke. V Evropski parlament je bil prvič izvoljen leta 2009 in tako velja za prvega gluhega poslanca Evropskega parlamenta, ki pri sporazumevanju uporablja znakovni jezik. Tudi madžarski politik Gergely Tapolcaj je član stranke Fidesz in član madžarskega parlamenta, kjer poleg svoje stranke zastopa tudi interese gluhe skupnosti. Gergely Tapolcaj je tudi član upravnega odbora Evropske zveze gluhih, kjer veliko pozornosti posveča političnemu delovanju samoorganizacije in zakonodaji. Helene Jarmer je članica Avstrijskega nacionalnega sveta in stranke Zelenih Zelena alternativa. Poleg tega v Avstrijskem nacionalnem svetu opravlja tudi funkcijo predsednice Avstrijske zveze gluhih. Svoj politični cilj vidi v priznanju enakih pravic in možnosti, tako za invalide kot za vse druge. Vrednost političnega delovanja štirih gluhih parlamentarcev na različnih koncih Evrope je prepoznala tudi Evropska zveza gluhih, ki je v Bruslju prvič v zgodovini gluhih priredila srečanje vseh štirih gluhih politikov, kjer so si izmenjali dragocene poglede in izkušnje. Ob tej priložnosti je Evropska zveza gluhih izjavila, da so gluhi politiki zelo pomemben glas naše evropske skupnosti gluhih, da kot uporabniki znakovnega jezika v javnosti predstavljajo tudi pomemben vzor gluhi skupnosti in da prispevajo k dejanskemu uresničevanju političnih idealov invalidov, katerih moto se glasi: Nič o nas brez nas. Hvala za pozornost in nasvidenje.